Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta naša stalna komentatorja Aljuš Petinač in pa Miran Videcič. Zdaj, ne glede na to temo, ki jo bomo danes obravnavali, pa na čase, ker nas povsod spremljajo ti tajni pogovori, posnetki in tako dalje, mi iz načelnih razlogov snemamo na isti lokaciji. Smo na isti lokaciji, kot vedno v isti uri in tako dalje. Tako da to ni sporno. Zdaj, res ti posnetki dominirajo v tem trenutku predvolilne kampanje, objave teh posnetkov, ampak imamo, tako bi rekel, globalno gledano, bi rekel, da imamo dve vrsti. Neki posnetki, ki se dogajajo v tujini, v tem primeru v Londonu in na Dunaju, ki so tudi, tako bom rekel, dosti profesionalno narejeni, to je ena stvar, in te objave teh prisluhov, Vesne Vuković, bivše generalne sekretarke Gibanja Svobode, ki so si nekoliko tehnične kakovosti precej slabši, ampak vsebina je pa na nek način v bistvu podobna. Oboji nekako skrivajo to, ko bi rekel, to koruptivno življenje, ta življenjski slog tranzicijske levice, pri čemer Vesna Vuković še dodatno, bi rekel, skriva te frakcijske spopade znotraj Gibanja Svobode, ki so se pač odvili. Zdaj, danes sem govoril z enim od znanih slovenskih poslovnežev, direktorjev, prej v državnem, zdaj v zasebnem podjetju, pa smo ona prišla do neke ugotovitve, da nismo, ne jaz pa ne on, nismo predvidela, da se bo na tak način zakomplicirala ali pa razvila ta predvolilna kampanja. Mislim, zame je to neka novost. Mislim, za novinarje je vedno veliko fajn, če se kaj dogaja, pa tako dalje. Aljuš, kako ti gledaš? Si pričakoval, recimo, da bodo 10 dni pred volitvami, 14 dni pred volitvami, zdaj to predvolilno kampanjo obvladovali objave takšnih posnetkov? Ne, tega nisem pričakoval. Jaz mislim, da to, kar smo se spraševali, po čemer smo diskutirali, je bilo, ali bo prišlo do kakršnega koli vpletanja tujine, recimo v kampanjo ali pa poskus vplivanja na rezultat. Mi smo se o tem nekaj pogovarjali, potem je celo pač nazivni predsednik vlade še do 22. marca Robert Golob tudi o tem nekaj govoril. Tudi mislim, da je Nataša Pirc-Musar o tem govorila. Tudi, pa Tanja Fajon v zaključenih krogih na SD-ju in tako naprej. Potem so probali tega nesrečnega ne pridi prava picija, sterati tudi to rubriko nekih kibernetskih napadov iz tujine. Zdaj to, kar se pa zdaj dogaja s temi posnetki, pa se strinjam s tvojo uvodno oceno, jaz bi to razdelil v dva dela, pa bi mogoče dal neko tako bolj plastično primerjavo s hrano. Recimo to, kar imamo te posnetke Vesne Vuković, Vuke, ko se pogovarja, Vuka jo kličejo, ki je v bistvu zdaj, smo videli, tudi je odreagiral, Matej Rigelnik, ki je hotel nekako registrirati politični izraz pizda, se zdaj pritožuje na družbenih omrežjih, da njemu to ni uspelo, Zdaj pa vidimo, da Vesna Vuković je to ne samo registrirala, ampak celo institucionalizirala. Ja, samo ona ima tudi fukati, ima vmes, Ja, pač dobro. Nima samo pizda, ja. Pizda je najbolj prisotna, pa so pa še pač drugi izrazi, taki vulgarni. Skratka, to, kar to poslušamo njo, bi rekel, da to je tako, kot če greš tamle na hrib, nabereš regrat, si ga doma narediš z jajcem in je dobro za pojest, ampak je to tega nivoja. Ta drugi del, te posnetki bivše ministrice za pravosodje, Dominike Švarc Pipan, odvetnice Nine Zidar Klemenčič, bivše soproge, bivšega ministra za pravosodje in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, in tega zdajšnjega kvazi lobista, prejšnjega nekega, če se prav spomnim, snemalca pornofilmov, pa vmes tudi nekega PR-ovca, nekih, nažalost, tudi nazivnih predsednikov vlade, ki smo jih že imeli, to pa je višji nivo, To pa se mi zdi, da prihaja iz tujine. Ni sicer še tistega ranga, kakor je bilo tista avstrijska zgodba, tam nek na Malti ali kje že, ki je pač padla avstrijska vlada, so bile predčasne volitve, ampak jaz to pripisujem temu, da gotovo je bil močnejši interes, da pada neka avstrijska vlada, kakor pa da pada neka slovenska, če že primerjamo državi, nam je to jasno. Ampak je to nek profesionalen višji nivo. Zdaj pa za uvodno, da ne bom predolg, bi sam še to dodal, če boš potrpel z mano, Bojan. Leta 2000, ne vem, je bilo konc 13 ali začetek 2014, ne me čisto držati za besedo, ampak je četrtni svetnik takratni SD, je bil pijan, je vozil avto in po noč zjutraj, ko je prišel domov, se s tistim avtom zaletel v bloku, kjer je stanoval, stavkal avto in ko se strezno je odstopil. Četrtni svetnik v Ljubljani, ko se strezno je odstopil. To je bilo zjutraj. Zvečer, ob 7 zvečer, osrednja informativna oddaja na najbolj gledani naši televiziji, komercialni in nasploh Pop TV, prva novica,
da se je četrtni svetnik SD pijan zaletel v blok. Prva novica. Zdaj pa to primerjamo, privijemo naprej, trak do 2026, aktualni trenutek. Ne? Odvetnica, ne kar en odvetnik tam, za kjer ga nismo vedeli prej, da je odvetnik, če slučajno nismo bili njegova stranka ali pa na nasprotni strani na sodišču, ampak Nina Zidar Klemenčič, bivša soproga, kot sem rekel, ministra za pravosodje, predsednika komisije za preprečevanje korupcije. Prostodušno v kamero razlaga, da je normalen način poslovanja v Sloveniji, saj kar zadeva poslovanje z mestno občino Ljubljana, to, da se pač daje podkupnine in potem nimaš problemov in prideš do poslov, dovoljenja in vsega. Iz česar izhaja, da ali je ona bila zraven, ko se to dela, ali pa, kar je še meni bolj verjetno, da je pri tem aktivno sodelovala. In nikome ništa. To ni niti najmanj prva novica, niti se nobeden ne oglasi od preiskovalnih organov. Se pravi, direktor NPU-ja, ki je tekel v studio nacionalne televizije razlagati, zakaj je bilo pomembno, da so na brniškem letališču pridržali domnevnega izsiljevalca, domnevnega pedofila, zdaj, a je tekel v kak studio? A ga je kdo kaj vprašal? Nikjer nič, čista tišina. In s tem pa res zaključujem, ko se mi to pogovarjamo, pa ko jaz že leto pa pol, 2 leti govorim, pišem, da se Slovenija srboizira, da se slovenska politika, posebej vladajoča, srboizira, zdaj moram vama priznati, lepo vsem, ki nas gledajo, poslušajo, da sem se zmotil, se opravičujem. Ne, da se srboizira, je že srboizirana, oziroma je že skoraj hujš kot Srbija. Evo, zdaj pa res neham. Ja, ne možeš nehati, ker smo šele začeli oddajo. Mislim, se jo lahko tudi končamo. Ne, še pravzaprav povedal. Sam se zaključujem, sam še eno podvprašanje, potem ne pozabim, ker si prej, ampak se to velja v bistvu za oba dva, ker si prej omenil Vesno Vuković Vuko. Zdaj, ta slang, pizda, fukati, svaka časti, pizda in tako dalje. A je zdaj to samo njen slang, ali je to, ker zdaj smo slišali samo njene posnetke, ali je možno, da je to slang politične elite pa nas, kako? Veš kaj, jaz bi rekel tako. Ker očitno se ona pogovarja, a veš, ona je govorila z ostalimi političarkami, politiki in tako dalje. Ni govorila sama sabo, ali pa z nekim svojim partnerjem, pa nekim prijateljem in tako dalje. Dal ti bom en primer, pa ti bom pa povedal svoje mnenje. Spet, to bo zdaj že kar nekaj let nazaj, še več kot tisto, kar sem takrat govoril, je bila takratna ministrica Alenka Šverc, je prišla bil nek obisk na terenu, pač vlade na terenu. Alenka Švarc. Šverc iz Švarc. Ne, Nova Slovenija se mi zdi. Ja, Nova Slovenija. Ker je Švarc pipa, zato sem mislil. Ne, se upravičujem. In je pač bil nek obisk vlade na terenu, ne vem kje, in tam pač je bil nek meeting point tam v eni gostilni, pride ženska noter, reče, pizdo materno sem žena, dajte mi hiter en pir. Zdaj, to je primer. Zdaj pa kaj jaz mislim tu konkretno? To, da nam politiko in očitno odločitev v državi danes furajo ljudje, ki so bodisi srbskega porekla, ali so neki srbofili, ali pa imajo srbsko zveneče priimke in vzdevke, jaz mislim, da je zgolj opomba pod črto, je pač neka zanimivost. Pomembno je pa ono drugo. Se pravi, da je način dela, ki ga oni uvajajo v Slovenijo, da zdaj ni več država ali pa politika, to, kar je bilo tudi prej prisotno pri drugih političnih akterjih, nek servis za zadovoljevanje njihovih, političnih, ideoloških, ne vem kakih ambicij, ampak zgolj še servis za zadovoljevanje njihovih osebnih in materialnih potreb. To nam v bistvu sporočajo in vsi ti, ki zdaj hodijo v London, na Dunaj, pa ne vem kam, pa tam ob nekih špagetih, pa to prostodušno razlagajo ljudem, ki so jih prvič v življenju videli, tako kot če bi ti mene vprašal, koliko je recimo omejitev hitrosti na avtocesti ali pa kira valuta je v Sloveniji v veljavi, nam sam sporočajo, da se to njim zdi čisto normalen in da oni v tem sistemu odlično funkcionirajo in zdaj se sam lahko vprašamo, koliko takih je, Bojan, Miran, Mi smo zdaj slišali ene par, ampak lahko da jih je 40, lahko da jih je 100, koliko takih je, ki v bistvu živijo v tem sistemu na naš račun, nam pa razlagajo, zdravstvo je predrago, ni denarja za učbenike, ne vem kaj, manj se vozite z avtomobili, paste kaj jete, in tak naprej. Ja, zdaj, če po uradnih podatkih Evropskega parlamenta vsako leto izgine 3,5 milijarde evrov, skozi koruptivne posle v Sloveniji, poleg teh ljudi kar neki, ki si ta denar med seboj razdelijo. Sigurno ne samo te, ki so jih posneli, pa smo jih mi do zdaj videli. Miran,
Vseeno, eno podvprašanje ti bom dal. A ni to tako fascinantno, res, ta del te zgodbe, ne? Bom rekel, ta del te zgodbe, to, da recimo bivša pravosodna ministrica gre na Dunaj, pa znana odvetnica, ki ni glih po župi preplavala, ki obvlada te stvari, gre v London in ljudem, ki jih prvič vidi, razlaga take podrobnosti. Koliko dobi župan, 10%, da pošle potem svojega sina, da te stvari, veš, to, ne, ni to fascinantno. Ti bi to naredil, kako? Ne, vse, kar smo vedeli že. Ja, razumem, da smo vedeli, ampak da gre v neko drugo državo, ne, ker očitno tisti, ki so to snemali, so bili toliko previdni, niso prišli sem. Aljuš ti je dal odgovor, verjetno je to nek DNK Saravcev, ki se pač iz očeta na sina, bom rekel, gre neka tradicija, zdaj ne vem, kaj je deda delo, ne, tako da, ampak to je to. Lej, ne, ni normalno, seveda, da ni normalno. Zdaj, v kontekstu Dominike Švarc-Pipan je treba vedeti dve stvari. Ne. Mislim, da sem tebi to že pravil, pa enostavno, ženska je rojena za mino. Ne, rojena. Ne. Jaz sem s svojimi bosanskimi prijatelji, ki jo... Tempirana bomba. Ki jo bolje poznajo od mene, ker so nekateri celo, ko je bila takrat v Hagu, pa ni bila tožilka, ne, čeprav bi rada ona povedala, da je bila tožilka, ne. Mi znali povedati, da sicer simpatična punca, ne, bolestno ambiciozna, tudi denar ima rada, glavo v oblakih in pa seveda to je potem, ko to sestaviš skupaj, si idealen za mino, ne, za take mine. Zdaj, aj to mina obveščevalnega sektorja, novinarjev, skratka, kogarkoli. Ta lahkotnost njenih besed, ne, ti pa pokaže recimo res, kako ta sistem funkcionira. Ne. Ko je ona govorila recimo o moči Zorana Jankovića, nedotakljivosti predvsem, pa ste bila je ministrica za pravosodje in ona govori o nedotakljivosti Zorana Jankovića brez kančka skrbi na obrazu ali pa bom rekel, brez kančka neke slabe vesti ali pa kar ne, to je pri nas normalno. Koliko je hitrost na avtocesti? Ja, to je pri nas normalno. Ne more biti dileme. In recimo ta ženska je, sej to niso njene prve afere, bom rekel. Sej je imela že afero takrat, bom rekel, ki je bosanska javnost zamerila, pa je potem probala preko mater Srebrenice sanirati, ne. Spomniš se takrat, ko so bili tudi napisi v bosanskih medijih, ne, kot najbolj zanimiv, ne. Vrati se Janez Janša, svet je oprošteno, ne? Ko so zvedeli, da bo Dominika Švarc-Pipan pravosodna ministrica. Skratka, je probala je sanirati tisto svojo zgodbo, da je iz Haga odšla direktno v odvetniško pisarno, ki je zagovarjala Radovana Karadžiča. To so vse neki momenti, ki resnemu državniku, predsedniku vlade, kažejo, da tak človek ne more biti minister. Ne? Ampak pri nas je to malo drugače. Pri nas, kot vidimo, odloča Milan Kučan, kdo bo kje sedel, pa verjetno malo Aleksandar Čeferin odloča, pa verjetno malo, vsaj pri tej vladi, pa verjetno še kdo. Ne? In je to popolnoma, bom rekel, ne vem, jaz danes, ko gledam primere Balkana, poglejte samo Hrvaško. Spomnite se primera iz 90-ih, Špegla je odstopil, spomnite se Sanaderja je odstopil, ker tle ni, Dominika Švarc-Pipan ni bila veliko od tistega Sanaderjevega čina, ko je vzel kuverto. Jaz sem prepričan, če bi te, ki so ji nastavili pas, dal kuverto, bi ona gladko vzela. Sam dal je niso. Tako, ne? Tako da tle ni bistvenih razlik. Ampak poglej, vsi te so odstopili. Tudi v Bosni odstopajo. Tudi v Srbiji določeni odstopijo. Ne, v Črni gori imamo zdaj hkrati eno afero, ne vem, če sledite. Zdaj ona nima od kam odstopiti, ne si načeloma. Ne, mislim, odstopi. Pravzaprav, ja, ta moment nima od kje odstopati, ampak bom rekel, taka ženska pravzaprav nima kaj delati z državnimi posli. To se pravi, če ti si pripričali, recimo, če bi pač znotraj tistega posnetka rekli, mi vam zdaj damo 10,000 evrov, ne, s katerim poskušate podkupiti. Ne. Ja, pa se ona se ni karakterno nič spremenila od takrat, ko je bila pravosodja, seveda. Ne, a veš, ampak glej, spomnite se, ne, zagona tiste orožarske firme, ne, koga je ona z očmi iskala? Joška Kadivnika Sovo, Črnčeca, ne, ne moreš s takim človekom delati. Takim človekom, ki ti čveka po raznih špagetarijah, ne moreš delati. Da se nalimam, če dovoliš, Bojan, na tezo Miranovo, ne. Najprej glede denarja, ne.
Pazi, ženska je rekla, da je normalno v poslovnem svetu, ne, da če je njihov interes, da ti plačajo avion pa hotel, da kaman, mislim, kje je to normalno? Se pravi, ti hočeš najeti enega lobista in zato mu boš plačal kao avion pa hotel, da bom prišel k tebi. Bogom dana, ne, kako rečejo. Že tu se vidi, da ona misli, da leti na 5000 metrov nadmorske višine, v resnici pa leti, tako kot jaz, ki žabco kamen vrže. Že četrto, kar so Bosanci rekli vprost, da je bukava. No? Skratka, to je. To da ni preveč. Pa glede denarja, ne. Pazi, ženska je rekla, da ona ponuja 10.000 evrov, če je nekdo dokaže, da je sama Pa kje to mi živimo, bojo, mislim, a veš, se ni zdaj, ni ne vem, Štrancar, ni Boskarol, razumeš, ni rekel, bom jaz dal 10.000, Dominika Švarc-Pipan ponuja 10.000, kje pa ima? To je Audičeva fora, ne, od tiste šole, kje pa ima 10, pa dobro, Audič vemo, da ima denarje pač iz unih svojih šovov, pa da je verjetno najbolj plačen radijski voditelj v Sloveniji. Kao Dominika Švarc, mislim, WTF, ne, da ne rečem kaj hujšega, 10.000 evrov ona zdaj ponuja, ne, pol pa to, nedotakljivost. Pa ona je objela Zorana Jankovića, ničim izazvana, bi rekli v Bosni, pa nižje, ničim izazvana na neki, razumeš, komemoraciji, tam na neki pogrebni, tako rekoč, se pravi, posthumni komemoraciji, ničim izazvana je skočila tam na Anga, na človeka, ki je bil takrat in je še zdaj v, ne vem, brez številnih postopkih, kot ministrica za pravosodje in potem se je opravičevala, čustva so me premagala. Ja pa kira čustva? Verjetno ta za 10.000 evrov, ne? Kira druga čustva pa? Ampak to pomeni, Aljoš, pa mislim, da je ona v bistvu že takrat, ne, ko je Jankovića objela, ko je bila ministrica, ga je imela za nedotakljivo. Ja, zakaj pa? Seveda. Ja, se v familiji to zve, se kdo pa preganja tega človeka, pa zdaj ga njena sestrična. Pa kje to mi živimo, a razumeš? Pa še Vučić ne gre tako daleč, da reče, moj brat bo, a veš, tožilci bo moj brat, zdaj ta munga, Džilasa tam neki teral, vsem pa tja, pa mojo politično opozicijo, ali ne vem koga. Pa to je to. Lej, kar se pa vmešavanja tiče, ni mogoče zaradi tega aktualnosti v volitve, ne? Torej tujine v volitve. Mogoče zaradi te aktualnosti dogodka pozabljamo pred evropskimi volitvami. Ne? Grošlja. Ne? Kako je leto z liste? Kako je leto merlo? Kako je leto merlo? Ampak hočem reči, Grošelj je bil... Samo Milan prav, Grošelj je letel na podlagi intervencije Vučića, ne? Grošelj je bil znan kritik režima. Ampak nišče od medijev ni govoril, da gre za vmešavanje Slovenije, ne? Nišče, ne? Konc koncev, imamo Karla Erjavca, ki ga je v obisku, torej ruski ambasador takrat. Javno podprl. Pa odpiranje štadionov, ne tega pozabiti. Pa če gremo na štadione, Aleksandr Čeferin, Zoran Janković. Če gremo malo izven meja Slovenije, kjer so Slovenci sodelovali v kampanji. Pa niso v Srbiji rekli, da to vmešavanje Slovencev v predvolilno kampanjo. Da niso rekli. Dobro, ampak zdaj po teh dveh intervjujih, ne, objavljenih, Dominika Švarc-Pipan, Nina Zdaj Klemenčič, zdaj pač vladajoča garnitura tega javno ne pove, ne, ampak lansira preko nekaterih medijev, mislim, da je Vodušek objavil nek tak tekst, ki se skuša posredno neki namigovati, da bi to lahko organiziral, posnel in dal v javnost Mossad. Ja. Se pravi, izraelska tajna služba. To so neumnosti par excellence. Ampak potem, kaj se potem naslednji dan zgodi? Ja. Za naslednji dan pa vidim, da se vlada, ne, odpove temu, da bi se pridružila tožbi nekaterih držav zoper Izrael. Ne. Strah ima velike oči. Strah ima velike oči, sploh če imaš hrabrega miška, hrabrega miška, ki ga napihnajo ka žabo, ne, na mesto predsednika vlade. Lej, dajmo probati razumsko razmišljati. Ampak če vlada recimo sumi Mossad pa Izraelce, zakaj to potem ne povedo, recimo? Ne? Ja ne, direktno se ne upajo, ne? To grejo preko Voduška, kot so menil, pa preko, ne vem, reporterja, ne vem, kdo je Steinbock ti izdelal ali kdo, nimam pojma. Ampak hočem ti reči... Ne, imam občutek, veš, da zdaj ti novinarji samo še objavljajo tekste, samo še klikejo ja, na reporterji vsaj en tak novinar se mi zdi, da... Ne pišejo jih več sami, ne? Ampak, okej, mislim, sej, človek je skregan praktično s vsemi sosedi, z delom regije, ne, če gledamo in... Ko išel predsedniku vlade, ne? Tako je. Ja. Če gledamo in, bom rekel, Srednjo Evropo in Balkan, človek je pravzaprav, ne vem, jaz tle vidim potencialnih možnih kandidatov, da svoje službe spustijo v tako zgodbo, ne? In mene opozarjajo iz varnostnih, diplomatsko-varnostnih krogov. Tudi če bi Izraelci stali,
Ne? To ne more brez ene od služb v regiji, v sodelovanju. Ne? Ja, podizvajalca rabiš. Tako. Ne? Tako da, a veš, zdaj, kaj je, ampak dajmo špekulirati, da so Izraelci. Dajmo kot špekulacijo, jaz nimam nobenega dokaza. A se vam čudno zdi? Pa ne zaradi priznanja Palestine. To bi Izraelci požrli. Spomnite se tolčenja po Združenih narodih. Spomnite se Klakočar Zupančičeve, kako nespoštljivo se je ravnala do nekega diplomata, ki je prišel na zaključni diplomatski obisk. Ni ga sprejela, ampak ne samo to, da ga ni sprejela. Potem so mediji, ona se je izživljala nad njim. To pa bi lahko bil razlog, ki bi potem Izraelci... Tudi tiste otroke, ki smo jih iz Gaze pripeljali, Izraelci ne bi gledali. To smo že predelali. Tako. Skratka, to je vlada, torej to so estradni politikanti, nimajo pojma o zunanji politiki, nimajo pojma o bontonu, nimajo pojma o ničemer, s čimer bi mene prepričali, da lahko vodijo državo. Tega se ne dela. Midva sva se lahko skregana. Ampak se bova usedla in se bova normalno pogovarjala o razlogih, zakaj sva skregana. Ne? Una pa se spomnite, Urške Klakočar Zupančič. Polni mediji, nogico dvigvala, zavrnila sem. Čak malo. Prej slej enkrat pride to. Najprej se je tujim diplomatom ponujala, ne? Sem svež govorila o osebnem življenju. Pa ne sprejema. Sej Miran ima po moje prav, ne? Pač mi nismo toliko pomembni niti za Izrael, ampak ne sme si pa dovoliti Izrael, da bi recimo kdo rekel znotraj EU, če pa Slovenija lahko, pa lahko mi tudi, ne? Ker tu so druge potem strateške zgodbe, se pravi, so energenti, je politična podpora, je pač dobava orožja in tako naprej, da ne bi šli zdaj tam, ko ni to predmet debate, ne? Ampak zdaj, ko si ti govoril, ne, mi je prišlo na misel, ne, niso rekli direkt, ne, da so pač ne upajo, uporabljajo, ne vem, Vladota ali Voduška ali koga že, ne. Mogoče pa je že posnetek Vuke, ne, ko to govori, sam slišal, ga še nismo, ne, ker si jo prav predstavljam, ne, a veš, Petra, ne, pa dramaturška pauza, pizda, Mossad, Petra, pizda, pofukali nas bojo. Jaz si predstavljam, Bojan, pa se opravičujem, ker sem vulgaren, ampak tu smo. To je. Na tak način se po moje strateške odločitve v tej aktualni oblasti sprejemajo. Kdo jih pa sprejema, sem pa že prej rekel, Vuka, Damir Črnčec, Muri, ne. In zdaj, če imaš ti na eni strani imaš Vuko, Murija, ne, Niko, na drugi strani imaš pa Mossad. Ja pa sej, ne, mi smo lahko veseli, da še sploh imamo elektriko, da luči svetijo tle pri nas, ker vemo, kaj se je zgodilo v Španiji pa na Portugalskem, ne, ki je bil električni mrk. In ni dvakrat za reči, ne, da ko zdaj razlaga nazivni predsednik vlade začasno še do 22. marca, ne, nismo šli zraven, ker se bojimo, da se ne boji, da ne bi kak mrk usekal drug teden, ker to boš ti bolj vedel, Miran, ampak po moje, da Izrael je kar upleten v naše energetsko, bi rekel, podjetja, pa v naš energetski sistem, ne. In če je lahko in Španiji pa Portugalski naredil tist, kar jim je naredil takrat, ne. Vprašanje, kaj lahko naredi pri nas. Zdaj, a je ta strah upravičen ali neupravičen, to je drugo vprašanje, ne. Mogoče je neupravičen, ampak jaz verjamem, da se Robi boji. Ampak zdaj se spet vprašamo, Bojan, tu je predsednik vlade. Zakaj se pa takrat nisi bal, ko si te butaste odločitve sprejemal, recimo o priznanju, pa v tolčenju po pultu, pa v nesprejemanju izraelskih veleposlanikov? Se pravi, takrat se ni bal, zdaj pa kar naenkrat en teden pred volitvam je pa v groznem strahu. Po moje spet ni iskren, ne? Čeprav, Ljuš, takrat, ko je tolku, ne, spomnimo tiste stik pa posnetka v generalni skupščini, ne, Združenih narodov, sem imel občutek, da se je malo ustrahal sam sebe na koncu. Veš, na koncu je ko bomo rekel, preplašno obrazil, pa kar pobegna zadnji kader ga je kakšna izdajal. Vuka ali pa kakšen Muri ga je nasral, Robi pizda, da je udar po. Ampak to je to, kar vama govorim. To je, mislim, da si ti objavil, pa oni preko fokusnih skupin iščejo informacijo, kako nastopati v zunanji politiki. Jožeta z ceste, pa ga sprašuje. Zanj se mi zdaj fascinantno, da on recimo Janšo obtožuje neki za Trumpom, ne? Ja. A čakal ga je pred WC-jem. A Golob je čakal Trumpa pred WC-jem. S tem, da je prvo še Tino Gaber kot izkušeno igralko na tem področju. Ki je vedel, da bo Trump trzno, ne? Na žensko, ne? Oni so pa pol naredili fake fotko, ne? V dnevniku, kjer je napisali srečanje Goloba in Trumpa. Srečanje, kjer sta. Na srečanju je bil sam Golob na sliki, ker so imeli sam njega na fotelju, ker nimajo toliko močne umetne inteligence, da bi še Goloba. Ko sta se izmenjala sta stališče, kakšne stališče. Na poti iz WC-ja v dvorano. Vse je praktično namenjeno tisti modelu butaste domače javnosti, ki je
ali butasto zaradi ideološke naivnosti, profit partizanstva. Pazite, mi ne govorimo ne o liberalizmu, ne o socialdemokratiji, mi govorimo o transakcijski politiki, ki je, bom rekel, zapakirana, bom rekel, v to neko svetovno nazorsko ideološko plat, ki je Slovencem blizu. Partizanstvo, Jugoslavija, socializem, bratstvo, edinstvo. Ampak to nima nič s bratstvom in edinstvom, da smo si na jasnem. Poglejte, kaj dela Zoran Janković tamle po Štepancu, ki je znan, da naši, bom rekel, državljani iz bivših republik večinoma živijo. Tako da, to je klasična, bom rekel, transakcijska politika, ki more 22. pasti. Ampak to še nekaj, se mi zdi tako, vse po vsebini teh odgovorov, ki sta pač dejala Dominika Švarc-Pipan in pa Nina Zdaj Klemenčič, tam pa zdaj še ta tretji gospod, ki se je pojavil, Hodej, koliko bi človek rekel, da nam koga užalil enega od njih, ampak se mi zdi, da imajo neke skupne točke, Ja. Veš, zdaj smo ugotovili, da mi trije ne bi šli tja, če bi šli tja, ne bi tako govorili. Kaj je že rekel Anže Logar? Kaj da bi imeli neke točke skupaj? Mesecu, vam gledajo davki iz oči. In njih gleda denar iz oči, Bojan. Kako so oni, a so bili v Romuniji, kdo je bil, kako so oni našli Zorana Talerja med, 750 poslancev v Evropskem parlamentu? Ja. Ne, mislim, da še nekoga, ampak ne mislim ampak tudi njega, tudi njega. Denar mu je gledal iz oči, V štartu sem vam povedal. Ti smo zelo, se spomnim tistih posnetkov stale, Dominika Švarc-Pipan je na enak način je jedla in govorila, se spomniš tega? Videla denar, govorila je o korupciji iz užitkom. Vsi veseli, da lahko to razlagajo. Pazi, koliko moraš biti ohov nadut, se pravi, ko je dobila vabilo na Dunaj, sedeš se v avto, greš verjetno, sem to bil vsak naredil od nas. Ona je šla na avion v Zagreb, ker ona je vendarle z glavo v oblakih, je treba skratka, to, kar sem v začetku daje rekel, bolestna ambicija, mal tupav, pa velik pohlep na denar. Idealen za stopati na mino. In tudi, če pogledaš tega Roka Hodeja, kaj je bil, tretja liga je bil tam sicer nekaj v kabinetu Oni pa res tretja liga, Ja, ampak pri Cerarju, sama dva sta omenila, s čem se je ukvarjal. In danes, pazite, ampak veš kaj je najbolj strašljivo, zdaj, če to drži, vsi imajo dostop do premijeja. Ajde še razumem nekako. Ampak Hodej, pazi, oni dve sta rekli, da morate včasih poklicati Tino Gaber. Ampak Hodej pa ni treba. On je že nad tem nivojem. Se pravi, a se vidva predstavljata, kakšnega šarlatana in politikanta imamo mi za premijeja, da se očitno javlja vsakmu tretje ligašu, peto ligašu, tudi sam je bil nekoč peta liga, pa verjetno je potem, ne vem, a to je neka zdaj njegova, očitno je to neka njegova elita postala. Jaz si ne znam, saj je rekla, kaj je Dominika rekla, mi smo ena taka velika družinca. In očitno to so neki ljudje, ki vsaj v najnih časih politike, ti tam, jaz jih nisem poznal. Lej. Mi smo takrat špekulirali, zakaj je Vesna Vuković-Vuka pač nehala biti generalna sekretarka Gibanja Svobode. Ampak zdaj za nazaj, ko poslušam te njene prisluhe, mogoče je pa enostavno obupala, mogoče je vrgla puško v koruzo, tako kot Marjan Šarec, ker se tudi tam pač v bistvu se pritožuje. Prav, jaz moram to skup držati, s tem moram delati z unim, z Robijo moram delati z unimi, tretjimi, četrtimi. Mogoče ona tam, pustimo zdaj njen nivo, pač bi rekel miselni okvir, ampak mogoče ona tam glas razume še v končni fazi, ker ko te tipe zdaj gledaš, njo so saj, a veš, prikrito tako posneli, niso spravili na Dunaj ali pa v London, da bo tam razlagala, Zoki vzame 10 postov, Robi vzame tok, Tina tok, un tam tok, mi to, sem tja, cek, to pri nas funkcionira, ker ampak se mi zdi pomembno poudariti, da čim večkrat to povemo, da bo prišlo do ljudi, Bivša ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan razlaga, da lobiranje v Sloveniji je bolj ohlapna dejavnost, da to ni natančno urejeno. Pa človek božji, pa mi imamo zakon že koliko let, ki natančno definira, kaj lahko, kaj ne smeš. Moraš biti registriran lobist, vsak stik je treba prijaviti. Jaz sem bil državni funkcionar, leto pa pol državni sekretar, vsak stik si mogel prijaviti, poročila pošiljati na komisijo za preprečevanje korupcije, vse živo. Ona mirno reče, to je pri nas ohlapno.
Ampak pri nas, ne pri nas tam v tisti državi, ko mi živimo, Ne, v tisti, ko družinci. nas zdaj poslušajo, ampak v njihovi državi. In to je ta njihova vzporedna država, ki je zdaj prišla, bi rekel, tako rekoč uradno na plan. Ker ne, da mi se pogovarjamo ali pa nekdo poroča, pa so indici, pa mi to komentiramo, analiziramo, sami so to povedali. Sami so povedali, kakšna je ta njihova država. Jaz sem prav, bom rekel, skoraj da vzhičen, ne? Ker v bistvu se potrjuje cela vrsta tistih člankov, pa objav, pa te knjige, Kar ki so sem te jih opisal, hoteli za leta in leta, norga ne, proglasiti, sodišče smo hodili, pa za norga so me proglašali, pa šarlatana, pa ne vem, kaj še vse, ne. Samo da očitno še huje. Ampak zanimivo je pa to, zdaj, ko si omenil lobiste, ne, ona recimo gladko, ne, opredeli za lobista recimo Damija Črnčeca, Murija, ne, zanimivo, ki je bil državni sekretar, nikoli ni bil kandidat za lobista, in zdaj je svetovalec, ne, se mi zdi, v SDH-ju, ker vodi korporativno varnost in on mirno pač ga razglasi za lobista, kar pomeni, glede na to, da predvejamo, ker se z njim objema, da ve, o čem govori, ne? Da ve, o čem govori, in da on res funkcionira kot lobist, ne? Ja, to je nezakonito, ne? Ja, itak. On nikoli v svoji karieri, praktično kar mi vemo za njega, od takrat, ko je Janšo pospremal na Dob naprej, ne more biti lobist. Ne sme biti lobist. Ne sme biti lobist, ker je to nezdružljivo z vsem, kar je praktično od takrat počel. Ne? In ona mirno reče, on je lobist. Pa ona je lobistka, pa Ovi Hode je lobist, še malo čakam, da bo še Nina Zidar Klemenčič bo lobistka, se pravi, vsi lobirajo, ampak zakaj oni lobirajo? Za denar zase, se pravi, kdorkoli tja zdaj pride, ali je to Izraelc, ali je Iranc, ali sploh ni važno kdo, Kitajc, Nemc, Američan, z neko vrečo denarja, so oni ready to go, tukaj spremni, ne, v nizkem štartu, da mu zrihtajo tisto, kar rabi, in še povedali so, kako se to zrihta. Sploh ni problema. Nina Zidar Klemenčič zelo opisovala primere, ne, kot svoje reference, kako se to uredi, ker je že, bom rekel, neki zgodba sodelovala. Ne. Dobro, če gremo zdaj korak naprej, ne, zdaj odzivi medijev in odzivi politike. Ne. Mislim, zdaj so se mi sinhronizirali, ne. Vsi so začeli na nek način... Kaj bi ven listek dal? Neki ni bilo tišine, ne, ko so se stvari, bom rekel, razbohotile, se dali več močat, ne, potem pa, kada je nekdo napisal neke teze, scenarij, so začeli govoriti, da je problem, ni to, kar oni govorijo, ampak da je problem nezakonito snemanje. Lej, mi smo prišli, spomnite se oba, ne, pri vsaki aferi večji v tej vladi je bilo tako približno, ne, se pravi 2-3 dni molka, ne, potem pa, kaj bi jim piltke podalo, ne, od vseh teh koalicijskih partnerjev, medijev njihovih, do pravzaprav tudi dejanskih koalicijskih partnerjev, SD-ja in Levice, ne, ki bi mogli danes pravzaprav frčati perje. Mislim, izkoristili bi lahko priložnost. Edini, ki je poskušal nekaj, ne, in jasno povedal, je bil Prebilič. Jaz nisem drugega politika na Levici, ali pa mogoče še Dimovski tam, da je neki, ampak načeloma SD tiho, ali pa celo ne tiho, oni zagovarjajo v smer, prvo je bilo, kako je že bilo, ne? Prvo je bila umetna inteligenca, pa je bil Mossad, pa je bil Janša. Zdaj to je, v 3 dneh, 4 je zdaj to. Zdaj čakam, kaj bo naslednja varianta, ko bo Paravan recimo ven prišel, glede na to, da je napovedal že, da pride ven. Ja, do Paravana so očitno prišli na podlagi teh izjav Hodeja, ne? Ja, sam poglej, to je kot piramidna schema. Prideš do diamanta na koncu. Ja, da se samo dotaknemo v stavku 2 pa državnega podjetja GEN-I, ne? Je božji, predsednik vlade fura GEN-I še dan danes. Ja, pa se to smo vedeli. Ja, ampak zdaj imamo dokaz. Se ima tudi svojo firmo, Star Solar, ki fura, ne? Se pravi, GEN-I fura predsednik vlade. Pa to mislim, da tam ena od njih... Ti si omenil Srbijo. Jaz sem kritičen do Srbije. To je Botswana ali pa tiste neke afriške diktatorske države. No? Se strinjam. Tam sem jaz pa ena od teh dveh, ne? Mislim, da ne vem, je to bila Nina Zidar Klemenčič, je to Dominika Švarc-Pipan ali je to bil tale Hode. Nekdo pač pove eksplicitno, da direktor GEN-I-ja, predsednik uprave GEN-I-ja, Helbl, ne? Dominika pa Hode odločitve ne sprejme brez Goloba. Dominika je to povedala. A si predstavljaš konkretno, tako, črno na bele. To je ta modus operandi. A kdo med nami ali pa tisto, ko nas posluša, verjame, da recimo Radenko Mijatović na NZS kako odločitev brez Aleksandra Čeferina sprejme. Pa ni šans. Pa da zamenja, ne vem, znamko WC papirja v trening centru na Brdu, nima te pravice. Ni šans. To, kar si rekel mediji, ne? Ja, odziv medijev, ja. Mediji. Kaki mediji, Bojan Miran, kaki mediji? To so tisti mediji, ki so 14 dni potem, ko si ti objavil zgodbo o Janiju Predniku in očitkih o nasilju in tako naprej, ne,
razglasili, da je to zgodbo en drug medij odkril in Tako ga tam je. častili, kako je super, da je to odkril in po študijih ne vem kva. Ne? Se pravi, kot bi rekla Vuka, ne? Lažnive pizde, a te mediji bojo pa zdaj te, ki jih plačujejo in oni tudi prostodušno razlagajo, kako to plačevanje gre, a ne? A veste, pa prav ta hode, ne? Malo plačaš neke oglase ali pa nek marketing, pa pride državna firma, pa ima preko tega potem politika vpliv, pa tako naprej. Ti mediji, pa ti novinari, se pravi ti Petričevi mediji, Odlaskovi, ne vem kiri, a te bojo zdaj kaj? Ampak Ne, saj pazi, treba nekaj povedati. Ti ne bojo nič, ne? Pazi, Aljoš, da to 100% drži, kar govori Hode. Ja. On je celo povedal, kako se da medije, ki se bojijo za preživetje, Tako ne, je. lepo izkoristiti, tako je. nafilati znajo in potem je. pač doseči S tem, da tako uredniško politiko, ki jo omenil si, hočeš. ne, Ne. in bom rekel eno sorto ali pa eno vrsto medijev. Zame je pri tej zgodbi, torej kot branik te cele afere, se postavil 1-1 Slovenija. 1-1, na katerega jaz opozarjam že leta in leta, da, jaz se upravičujem izrazu, da dela sranja, ne samo pri nas, tudi na Balkanu. Na Balkanu, pustimo zdaj, kaj ima on z Vučićem, tisto interna zgodba, ampak v Bosni ne bi rabili sranja delati, pa ga delajo. Na Hrvaškem so delali sranja, jih je Plenković na hitro odpravil. Skratka, medij se je pravzaprav, ki se želi prikazati kot nek, bom rekel, medij višje kakovosti, ne, za slovensko tržišče, se je pokazal kot klasično Globovo trobilo. Ja, Da, naši Ampak prijatelji- je pa včeraj, ne, Uroš Slak na 24 On je včeraj je pa- pa korektno izpeljal, povabil on je tja pa- Pirnata, ki je izrazil ja. ogorčenje Ja, nad vsebino ja, povedanega ja. in povabil tja Niku pač Gamulina, Gamulina, ja. ki je povedal, da ti posnetki niso prirejeni in niso fake. Ne. Rozvita pesek. Se zgleda, da jaz isto tudi. Ne? Da popušča malo. Popušča jaz, ne? Ki popušča jaz, ki tega ne moreš zdržati. Boja, ne? Se ti si lepo rekel, ti pač 3 dni si tako v šoku, da se delaš, kot da nič ni bilo. Pol probaš to nekaj zracionalizirati, upravičiti, pa ne vem kaj. Ampak načeloma ti, ker lahko je mediji, recimo, ali pa so ljudje na tistem mediju plačani, ne? Sej je verjetno tale, kaj je že šef portala 24ur.com, pri njemu jaz ne bo popustil. Tepina. Ne? Tepina bo do Ne, tam konca ne bo, branil ja. to, pa še po koncu, pa ne vem kaj. Ampak pri enem Slaku, ki pa vendarle, a veš, je karierni, dolgoletni novinar, ve, kaj so mu delali. Meni se da včasih tako eksplodira, celo Ja. malo zjeze. Ja, pa pravnik po izobrazbi, ja. pa tako konzervativen po prepričanju, pa fržmaga se ti, no. Pa ve, kaj so njemu delali, ne? Vse on je imel oddajo trenja, pa vemo, na kak način je ta oddaja končala, kdo je poklical in tako naprej. In ti jaz popustim. Ampak še ena zanimivost, zdaj ne pozabimo omeniti, ne? Naši prijatelji, ne, iz prav državnega ali paradržavnega spletnega portala Necenzurirano, ne, ki se čudijo, ne, da obstaja podjetnik v Sloveniji, ki pa res ima medije kot ekonomsko dejavnost in vlaga svoj denar v medije. In njim je to čudno. Gumiš Štancarju, ne? Ja, v mediji, ki nam smo mi zdaj. Zakaj je to njim čudno? Ja, pa oni v životu še niso tega doživeli, da bi nekdo pač v bistvu Vložil imel v njih. medij za to, da bi pač Ja. imel medij, ampak zato, da dobiva gradbene posle, Tako zato, je. da je ta prava politika na oblasti in tako naprej. Smetarske posle. Tako. Zakaj so pa Štancarje recimo potegnili ven? Dva razloga sta. Ne? Jaz sem takoj upozoril na to, ko sem videl reporter, ko ga je potegnil ven zgodbo. Ne? Ker ta članek je potem šel okoli in okoli. Ja, seveda, nekdo ga prvi, ja. potem pa te mediji to prenesel. Štancarje so potegnili iz 2 razlogov. Štancar je vidno velik kritik aktualne oblasti, hkrati pa tudi velik konkurent tem trobilom Golobovim. Vendarle ta medij, Info 360 pa Domovina, vendarle delajo neke rezultate, imajo neke oglede, imajo neke klike, imajo doseg. Tako. In seveda to je, Štancar je kot, mislim, on je fantastična figura za te zgodbe, ne? Za ta jaz lahko rečem fašizem, no? Ki se nam dogaja. In Štancar je po svoje... Se pa logična tarča. Jaz sem po svoje, mislim, jaz sem to en dan upozoril, mi živimo v zelo nevarni državi, ne? Ko sem videl tisti zapis reporterja, ki je brez repa in glave in hkrati brez neke vsebine, ne? Ampak samo riše tarčo Štancarju na glavo, sem upozoril. Mi imamo rusko-srbski model. Spomnite se imen Ana Politkovska, Nemcov, Navalni, pa v Srbiji odvetnik oziroma Vladimir Cvijan, Oliver Ivanović, da ne govorim v Črni Gori, Duško Jovanović. To so ljudje, ki so imeli vsi tarčo. Ampak kaj se je pred tem zgodilo? Režimski mediji so jim poslali opozorilo.
In jaz sem za Štrancarja prepričan, jaz ne vem, do kam bojo šli pri Štrancev. Ali bojo lahko grejo samo v hišne preiskave, aretacije, karkoli. Ampak dejstvo je, da on je preko reporterja in tistega smešnega novinarja, za katerega je bojda znano, da mu prinesejo članek, ki ga samo podpiše, ne, mu je bilo poslano opozorilo. Ja. To je moja teza. Še nekaj si moramo predstavljati, Bojan Miran, ne? Ko se vuka na kartini. To se pa vsi smo potem neke tače, ki smo menili v tem članku. Pod to oblastjo, absolutno. Ko se vuka v kartini usede v avto, ne, da se bo odpeljala v bližnji Arkadia center na Viru, da se bo dobila z Murijom, ne, ko se pele do tja, pa ni davč, ne, lahko preverite. Vidi plakat od Štrancarja. Ja. Veš, in na plakatu piše, ne, razmišljam resno, volim desno, ali kaj pač že piše, ali pa dol s kučanizmom, ali kaj pa pač, ne. Veš kak, ne, jasno, da to njih skrbi, ne, ker oni, če zgubijo oblast, zgubijo vse, ne. Lahko tudi osebno svobodo, ker zdaj vidimo, da se nobenemu nič ne bo zgodilo, to je zdaj že jasno, ne. Dokler jaz ne vidim Muženiča, direktorja NPU-ja tam, da tam v studiu odmeval razlaga, da bojo kaj naredili na podlagi tega, da so se oni samo ovadili, ker to, kar je naredila Nina Zidar Klemenčič, če to ni samo ovadba, pa tudi ne vem, ne. Skratka, zdaj ne bo, mogoče po spremembi oblasti, če bo do nje prišlo, da se bo kaj zgodilo. In oni so v strahu, njih res skrbi. In jasno, da potem probajo udariti nazaj tam, kjer lahko. In kaj zdaj v bistvu oni Štrancarju učitajo? A je on plačal, pa koliko je plačal domnevno za te posnetke? Ne? Učitajo mu, Ja, Dominiki Švarc pa noben ni učital, da bo ona plačala 10.000 evrov, da dokažejo, da je naredila nekaj, kar trdi, da ni naredila. Se pravi, problem je, če jaz ti nekdo tretji da denar za nekaj, je to težava, če pa oni vlečejo denar iz nekih koruptivnih, ne vem kakšnih lobiranj, nezakonitih in provizije, pobirajo pa to naprej, to pa seveda ni problem. Lej, Štrancarju lahko učitaš marsikaj, recimo, da ima trdo obnašanje ali pa je precej direktno ali pa karkoli. Ampak dejstvo je, da igra s svojim denarjem. Je točno to. Vložil je svoj denar v medije. Obtožujejo ga, da ima na voljo neomejene količine denarja. To je sicer nima nihče. Kakva obtožba je to? Kakva obtožba je to? Kakšna obtožba je to? Cirmanovo ali pa od Vukovičke. Ne, mislim, kakve količine denarja, oprosti Miran, pa ima pa Robert Golob na voljo? Ali pa Tina Gaber? Pa ne svojega. Pa ne svojega. Pa Tina Gaber je jasno povedal, kako plačuje. Samo eden ne govori. Če se navežem, ne svojega, ne? Vidimo, državna podjetja financirajo te kampanje. Tako je Rok Hodej povedal. Prek Telekoma gre novinarjem ogromno denarja. Medijskim hišam. Ženska rab kredit za stanovanje, pa gre na NLB, pa ga dobi. 250.000 evrov. In pol celo, ko upajo vprašati Robija, ne, kaj je s tem, reče on, to je njena osebna zadeva. Ne? Ja, pa ni čisto, ker mislim, da so bila že povečena. Ja, vem, ampak pazi, se pravi, soproga predsednika vlade, ki je po lastni volji javna oseba, ker se je poročila s predsednikom vlade, ker se vidno vmešava v vladne politike, ker se deluje v kampanji zdaj za volitve vladne stranke svojega moža, ki je bila že prej javna oseba, ker je pač se s takimi stvarmi ukvarjala, je to njena osebna stvar, ne? Ko pa tam Urška Klakočar Zupančič bere nek moj tekst na tvojem portalu, ne, pa se počuti, pač, kakor se pač počuti, užaljeno, prizadeto, kakorkoli že, to pa ni osebna njena stvar zdaj, ampak ona teče na policijo, policija pride k meni, pa mi da položnico. Ampak zdaj to, ko si omenil ta javna oseba, ne vem, če ste bila pozorna na en delček tega zapisa Vesne Vukovič Vuke, ona tam trdi, da že od leta 2024, ne, se pa takrat, ko je pač odstopila, da je tako imena nejavna oseba, ne. Mislim 24, ne 04. 24. Da je nejavna oseba, ampak ona to zanimivo obstaja, se pravi, o njej se zdaj ne sme govoriti, ker je nejavna oseba in se očitno po njenem tudi za nazaj ne sme več govoriti, ko je bila še javna oseba, ne. Ampak veš, kako si to predstavljajo, ne? Sem predsednik vlade, jutri nisem več predsednik vlade, nič več ne smejo ne govoriti. To so že takrat probali, se bojiš, je razlagala tale urednica Šeruga, ne? Da se več o Jani Obredniku ne sme pisati pa poročati, ker ni poslanec. Ampak s tem, da je oprosti Bojan, je to Robi Golob je to dvignil še na višji nivo, ker v njemu se ne sme pisati tudi, ko je predsednik vlade. Sam bolj, ko ni več, ne? In v Tini Gaber in v nobenemu, ne? Mi je pa zdaj to, ko sem pač gledal včeraj tale pogovor z Rajkom Pirnatom, ne, na Prislaku, ne, mi je povsem zanimivo, ne, da recimo, da Rajko Pirnat vse fajn, korektno vse pove, natančno, tako tudi pravniško, pa tako dalje, ampak da ga pa čudi, ne, da nekdo pač javno pove, da je Janković koruptiv, ne. A veš, mislim, vse tako neka mehna rezervica je tukaj še, ne.
Ampak ni to... Mene je včeraj presenetilo, da je presenečen sploh. No, se pravi, to, ja. Ne, bil je presenečen na to prostodušnostjo, ne? On je bil presenečen tudi nad tem, da imamo ugrabljeno državo, ne. Mislim, rekel, da je zgrožen. Rekel, da je zgrožen. Tako sem ga jaz razumel. Mislim, to je človek, ki je vendarle kot z neko strokovnostjo ali pa komentator, bom rekel, prav posebnih pravnih ali pa vedno on nekako nastopa, ko so največje afere. Zdaj, če je šel samo zapisovati si vse svoje komentarje, pa je lahko že prej videl, da smo res ugrabljena država, tako da ni rabo čakati ravno na te, bom rekel, te posnetke. Ampak zdaj pa, če gremo malo tako, bom rekel, še malo nekaj časa še imamo, na Vesno Vuković, ne? Zdaj te njene, bom rekel, te stvari tam, ki izhaja iz teh njenih pač prisluhov o teh frakcijskih spopadih, pa tam na nek način bi šlo rekel, da se sploh več ne prenesejo med sabo, ne? Ta glavna imena Gibanja Svobode, pa recimo, ko ona pač pove, da se je pač Urško Klakočar Zupančič nekaj plačevalo. Očitno pač govori o nekem času, od takrat, ko je ona pač prestopila v to gibanje in do takrat, ko je bila izvoljena za poslanko, da so ji plačevali neko razliko v plači, ko je bila na bolniškem in tako dalje. Ne. Zdaj, Klakočarjeva je to naslednji dan nekaj zanikala. Ne. Ampak komu recimo, pa zdaj, če vzamemo to, da pač ti posnetki so, ne, tako kot je Gamulin razložil, da so avtentični, ne, tudi Vukovićeva je priznala, da je to njen glas in tako dalje, komu recimo lahko tukaj verjamemo? Vesni Vuković, ki to pove, da se je Urško Klakočar Zupančič plačevalo, ne, ali Klakočarjevi, ki to zanika? Ja, jaz osebno bi verjel Vesni Vuković. Zakaj? Zato, ker ona, ko je to govorila z ljudmi, ki jim zaupa, ki so pač njeni prijatelji, sodelavci in ni govorila to za javnost. Ne? Se pravi, načeloma jaz verjamem, da ona, ko se pač doma pogovarja s svojimi bližnjimi, da jim ne laže v obraz vsako sekundo. Ne? Vsak praktično reprezentant te aktualne oblasti, se pravi tega festivala Norosti, Svobode, Robertine, preživljenega prostega časa na naš račun na oblasti, ko da kako javno izjavo, praktično v sekundi se zlaže. Čisto vsak se v sekundi zlaže. Ne? In lahko gremo tu izven tudi Svobode. Tudi če pogledamo recimo koordinatorja Levice, oba lažeta in tako naprej in tako naprej. Ne? Skratka, Urška Klakočar Zupančič, ko javno govori, jaz ne verjamem nič. Zato, ker smo jo že 100-krat dobili na laži. Ko pa zasebno govori Vesna Vuković, pa jaz verjamem. Zakaj bi ona lagala pač svojim sodelavcem, prijateljem o teh stvareh? Ne? Zakaj bi se njim zmišljevala, če ona že jemala nek denar, zakaj bi šla njim razlagati, da ga je v bistvu jemala zato, da ga je nesla Urški Klakočar Zupančič, če to ne bi bilo res? Ja, sej to je ključno, ne? Ona ni to slišala nekje, da je nekdo dajal, ampak je ona dajala ta denar. Tako pove namreč. Ne? Ja. Ampak to je šlo verjetno za gotovino, ne? Ja, lej, jaz lahko verjamem, ja, seveda. Ja, če ga je nosila, razen če je šlo za zlate palce. Ja, jaz lahko verjamem, da je majčkan užaljenosti pri Vesni Vuković, ker verjetno so si ta trojka Vuković, Cirman, Modic obetali malo več. To je bilo za 23, to je zdaj, ne? Ja, takrat, ne, pa sej niso nikoli se jih ni spustili čist, vedno so bili neki operativčki za umazane posle, bom rekel, ne. Niso dobili smuči, tako kot niso dobili smuči, ne vhod se v vodice, ne vem, po kolo ali karkoli si že pisal, ne. Po obljubo v kolesu. Ja. In verjetno tukaj zagrenjenosti je malo. Ampak če meni nekdo, ravno to, kar si ti ključno povedal, v zasebnem pogovoru, torej nimaš občutka, da te kdo poključa in karkoli, poveš, da si ti odnesel. To ni zdaj, a veš, tamle je, ne vem, Andrej Ribič. Sebe izpostaviš, ne? Tako. Jaz sem odnesla ji, ne? Ker to je pravzaprav... To je tudi samo ovadba, ne? Tako je. Ne? Tako da absolutno tle je treba verjeti, poleg tega pa, če samo pogledamo drugo akterko, ne, saj sta oba povedala, ne, ženska odpre usta in se zlaže, to sicer zvemo čez 3, 4, 5 en teden, ampak se zlaže. Je pa tudi vse, mislim, da si ti član Združenja novinarjev in publicistov, ne? Tvoje članstvo si verjetno danes bral, ne, je vložilo neke vrste ovadbo, oziroma prijavo zoper Vesno Vuković, da je imela nezakonit dostop do tistih zaupnih podatkov, ne? Kar sama tudi pove, ne? Tako je. Lej, tle smo pa spet... In zdaj se vidi, po mojem, iz ko bi rekel, teh telefonskih pogovorov, te Vesne Vuković se v principu vidijo po mojem dve stvari, ne? Kako so šli načrtno zlorabljati to komisijo preiskovalno, da so prišli do informacij, ne? Tudi konkretno recimo informacije okoli mene, pa tudi okoli tebe so jih hoteli, ampak jim je malo časa zmanjkalo in tako dalje, ne? In vidi se tudi, kako je ta portal necenzurno, fascinantno povezan z tem krogom Roberta Goloba. To so v bistvu del tega kroga. Ne? To je njegov krog. Jaz sem zapisal par dni nazaj, ne, da
po vsem tem, kar zdaj vemo, ne, po Vesni Vukovič in po teh, bom rekel, Dominiki Švarc-Pipan in podobno, je Cirman ta zadnji, ki bi si lahko z naslednjih 10 let prvoščil izgovoriti besedo pravna država. Ne? Ali pa zapisati. Ne? Ta zadnji. Mogoče še z Esihom, pa še s kom. Ampak to so ljudje, ki nimajo praktično nobene moralne vrednosti več. Vsaj zame. Če so imeli še en delček, jo recimo, ne? Pa jo danes nimajo nič več. Bojan. Ampak je pa tudi, kar si omenil Cirmana, iz teh pogovorov se da tudi dobro razvideti, ne, ko pač malo, če se malo analitično spraviš temu, to njihovo medsebojno hierarhijo, ne. Ja, In tu Cirman je precej nizko na tej prehranjevalni verigi, ne. Videl sem, da je Vukovičeva je veliko nad njim, celo Petra Bezjak, ne, njegova žena je očitno nad njim. Ja, ne. večkrat se na Petra obrača Vesna, ne, kot pa na Cirmana. Cirmana na koncu samo dej ti poklič, pa mu dej brezplačen. Ne. Tako, bom rekel, ne, išamarala ga je to nared. Ne. In pa kakšno je zdaj to novinarstvo, da ti zjutraj pišeš članke? To ni novinarstvo. In potem pa To ni isti čas svetuješ to ni predsedniku vlade Golobu. To pa danes lahko povemo, to ni novinarstvo. To je politični aktivizem. To je trobilo za določenega politika. To ni novinarstvo. Lej, govorili smo o Vuki, neki tudi o Muriju, zdaj smo govorili o Čiretu, ne? Ja. Da ne pozabimo na Džerija. Ne? Ja. Se pravi, desna roka Alenke. Čak, to je Ja, Jerry Pavlič. do tega sem Ja, pa ja. jaz še mislil. Ja, Okej, oprosti, povej, ker če sem si te povedal. prehitev. Ker sem vas Desna- hotel vprašati, Ja. v čem je finta, da se ti greš, če se že greš korupcijo, da se greš korupcijo tako, da dobiš smučke. Bom prišel do Aha, boš smučk, prišel, ampak okej, da naredimo spet ekstrapolacijo. Ne? Se pravi, Vukovičeva, bivša generalna sekretarka, Nika Švarc-Pipan, bivša ministrica in tako naprej. Ne? Aktualna ministrica za infrastrukturo, ne? Alenka Bratušek, njena desna roka, že ves čas praktično njene politične kariere, odkar ima samostojno stranko in zdaj naprej, ko sta oba v Gibanju Svoboda, ne, je v policijski preiskavi. Se pravi, nobena past, noben Mossad, noben ne vem, kjer ga ni posnel, neki v past spravo, neki z umetno inteligenco ali ne vem s čim priredil posnetkov, policijska preiskava. Zoper in tožilstvo, ne, specializirano zoper njega in zoper stranko, se pravi, Ne specializiš, ljubljanski kriminalisti. ljubljanski kriminalisti pa pač tožilc pristojen za zoper stranko, ki je zdaj pač pravna naslednica Gibanja Svoboda. Se pravi, desna roka njena, da je tam neke smuči dobil, ne vem kaj, in da stranka doba 5000 evrov. Ne? Silencio stampa, tišina, Nič, nobena ja, Alenke nič ne vpraša. Fascinantno, ja. Dodamo na to torto zdaj še češnjo. V podobi teh prisluhov Vuki, Vesni Vukovič, kjer ona razlaga, točno vem, ki je Alenka krade, 2 milijona je tam ukradla prek te štajerske firme in tako naprej in tako naprej. Ne? Skoraj na tem nivoju, ko Nina Zidar Klemenčič razlaga, kako zgradiš hotel v centru Ljubljane, blizu tega, ne? Blizu. Tišina, ne? Noben se ne oglasi, noben medij, noben preiskovalni organ. Ona zdaj lepo tam pleše na nedokončanem drugem tiru, noben tam jo ne vpraša, posluš, a ste tudi kaj ukradla, a si Pavlič tam kaj po pumpah ukradla, hod in kako se zdaj dobiva. unga, Ja. tvoja desna roka tam v policijski preiskavi, kaj to pomeni za volitve, Ne, se je ta odstopila desna roka je bil na tem vlaku, ne? Ja, vsaj Ne vem, če je bil. napisan je bil, da bo. Ja, napisan je bil, ampak ni ga bilo pa videti. Ja, Bil je. poglej si posnetek, A je? kjer Bil. Golob se No, sprehodi evo. skozi Aha, okej. vagon in reče, Evo. Se pravi- takrat, ko je škripalo, sem jaz vozil, ne, in zad se vidi, kako se smeji Pavlič. Se pravi, tudi Takrat je niso bil. ga- Ja, Bil je 2-3 ja, metre za ja, Golobom. ja, no. no. Tudi to Evo. nimajo, Ne, da ga bi... Se pravi, tudi to- transparentno, ne, pač, Transparentno, lej, ja. Srbija, kaj že tam reče, ko ga vprašajo politika, od čega vi živite, od nedostatka dokaza, Da, ne. ja. Zdaj Alenka Bratušek ne more tega več reči, ker dokaze zdaj imamo, ne. Dokaze zdaj imamo, dokazi so Pa ne prišli v samo to, javnost. poglej. Ampak še zmerom se nič ne zgodi. Govoriš o preiskavi zoper Mateja Pirca, ne? Ja. Kateri del je Pavlič oziroma Alenka Bratušek. Tako. Pirca takoj naženejo za SDH-ja, Tako. Pavlič in Se vozite z vlakom po nedokončanem in drugem normalno tiru funkcionirate in naprej. plešete In tam, si Bratuškova. ploskate, To je res kako neverjetno, ste ne. fajn. Lej, in sej to je zdaj... To je čisti kaos je v bistvu, Pravzaprav je, zadeva je precej jasna. Ne? 22.3. so volitve. Če pride do spremembe oblasti, bo verjetno prišlo do spremembe na čelu policije. Če pride do spremembe oblasti, bojo verjetno tudi še kje kakšne kadrovske menjave, kjer se bo postavilo ljudi, ki bojo verjetno se resno lotili teh zadev. Ampak pomembno pa je tudi, da če špekuliram, da pride
torej, da pridemo na neko novo oblast, ki bo desna, da se tudi v parlamentarnih sobanah začnejo, bom rekel, oziroma takoj ustanovijo parlamentarne preiskovalne komisije. Dobro, ne bojo šli iskati zdaj lih Pavličevih smuči, ne? Ampak v kakšnih gradbenih poslih, če bi bila preiskovalna komisija, pa verjeten se tudi te smuči lahko pokažejo. Strinjam se za Ljušan, ki je nekje zapisal, ne? To niti ni za več za preiskovalno parlamentarno, mislim, da si ti zapisal preiskovalno, ampak je direkt za policijo in tožilstvo. To sem jaz zapisal. Ali ti si napisal, se upravičujem. Ja, tako. Dokler je sestava policije taka, kot je, jaz nimam upanja, da bo karkoli. Jaz zdaj malo pohecam, ne? Pa rečem tako, ko Rajko Pirnec, sem zgrožen, kar je Miran rekel. Ne bi smel biti to odvisno od spremembe oblasti, da policija odreagira, da pravosodni organi, da parlament odreagira. Ja, ne bi smelo biti. Jaz nočem živeti v taki državi, kjer bo desna oblast preiskovala leve svinarije in kazniva dejanja, in kjer bo leva oblast preiskovala desne. To je naš problem. Ker če mi pristanemo zdaj, jaz vem, kaj si ti hotel povedati, ampak da ne bi bilo nesporazuma, če mi pristanemo zdaj na to logiko, da zdaj so pač te kradli, pa jih bojo oni preiskovali, pa ker bojo oni kradli, jih bojo te preiskovali. To ni v redu. Ker pol zmerom bomo imeli enega, ki bo kradel in se ga takrat ne bo To se strinjam. Treba je samo upozoriti, da recimo, ko imamo mi, pa sej, niti ne čisto desno oblast, ne, mešano, recimo, ki jo vodi Janez Janša, takrat pri nas nekako demokracija še funkcionira. Ne. To je res, ja. Pravosodje takrat nima težav s tem, da ga preganja. Tako, ne. V tem kontekstu sem jaz želel povedati, da je enostavno, če bi bila... In celo brez kadrovskih sprememb. Tako. In mediji nimajo težav. In mediji, ja. Ne, če bo nadaljevanje Golobove oblasti, potem se boš snajdel v procesih ti pa jaz, verjetno, ne pa tisti, ki bi se mogli. Ne? Zato pravim, da bi mogli prijeti do spremembe. Dobro, zdaj zadnje vprašanje, pa jedno zakončamo. Zdaj, po vajnem mnenju, recimo, ti posnetki, pa ti prisluhi od Vukovičeve, so posnetki unih dveh gospodičen, pa Hodeja in Vesne Vukovič, pa verjetno še kdo pride. Kakšen vpliv, oziroma, če bodo imeli vpliv in kakšen vpliv bodo imeli zdaj na volitve prihodnje nedelo, oziroma 22. marca? Ja, zdaj po na kakšen način je to prišlo do ljudi in kako bo to optimistični varianti bi morali imeti velik vpliv, ne? Pač celo tak, da bi rekel, da bi lahko vplivali na končni rezultat. Po pesimistični varianti, zdaj pač ljudem, ki 4 leta, pa recimo tvoja 800-stranska knjiga, pa še kaj, jim ni pomagali pri tem, da bi ugotovili, da Robert Golob ni primeren za to. Bom zelo milo oceno dal tako, da bi se lahko čim več ljudi z mano strinjali. Ni primeren za to, da bi bil predsednik vlade. Tina Gaber še manj, ne? Da bi bila predsednica vlade v senci. Če to vse ni prišlo do njih, pol je možno, da tudi to ne bo prišlo. Ne? Jaz sicer mislim, da pač nekaj se bo poznalo, da bo imelo vpliv na rezultat, ampak mogoče ne tudi sam pozitivnega. Recimo stranka, ki se zdaj lahko mane roke ob teh zgodbah, je za moj okus mogoče presenetljivo stranka Levica. Ne? Ker razočarani volivci Goloba so že prej v enem delu k njim prehajali, zdaj znajo še bolj. Njihove pedofilsko, kanibalistične, ne vem kakšne fotopub zgodbe so zdaj čisto v zadju, noben jih ne, ker je pač rang, kar je tudi žalostno, rang velikosti je pač tak, kakršen je. Ne? In oni recimo lahko tudi iz tega profitirajo. Hotel sem samo to reči in zdaj končam, da pač je lahko ta vpliv na volilni rezultat večplasten, se pravi, ne samo v smislu prehoda med blokov ali pa, ne vem, omogočanje zmage opoziciji, zdajšnji desnici, ampak tudi znotraj bloka lahko pride do nekih prerazporejenih večin. Bravo, ja. Mislim, žalostno, paradoksalno je to, da take zadeve ne izkoristi SD. Ne? Omenil si Levico, oni so zelo aktivni v tem poskusu, da bi se distancirali od Svobode, pa mislim, da jim ne bo ratal. Tako da na njihovem volilnem rezultatu jaz mislim, da se ne bo poznali. Izreden potencial je tukaj imela SD in pa seveda Prebilič. Prebilič, vidimo, je reagiral. Zdaj, a se bo to prijel, a se ne bo, jaz težko sodim. Ampak dejstvo je, da je reagiral. SD ni sploh reagirala. Tudi poskusili niso, kakšen procent 2 si dvigant. Ja, Han je bil tam omenjen, ne? Kje? Ja, pri njih Zidar Klemenčič. Ja, dobro, to ja, ampak recimo na Vukovičevo niso reagirali, ne? So reagirali v sozvočju, bom rekel, z Gibanjem Svoboda. Tudi tu mislim, da se Han Vuke boji bolj. Ja, no, ampak hočem ti reči, niso ponujenega, niso vzeli. Ne? Zdaj pa, da bi pa to medblokovsko, bom rekel,
spreminjali razmerja, pa ne verjamem. Ne. Jaz mislim, da zdaj ta moment so te glasovi prilično že zacementirani. Ne. Volilno apatijo mogoče, če dovoliš, lahko no, povzroči. Se pravi, če ti meni kvečem to. Toliko zagravžaš, pa nobenega druga nočem voliti, pač ostanem doma. Tako, kvečem to. Drugače pa jaz mislim, da so te glasovi več ali manj, pustimo zdaj te javnomnenjske ankete, ki jih prikazujejo koalicijski partnerji Golobovi, ne, iz agencij in pa medijev, ne. Na to pravzaprav človek ne sme polagati kakršnekoli verodostojne slike. Tako da jaz mislim, da je, to so spet tisti, če se spomnim svojih besed, ne, da ta bo tako zavozil, ne, da bo zavozil cel levi pol, ne, lažno levi pol, ne, ki se ne bo po moje pomogel vsaj mandat pa pol. Ne. In paradoksalno, kar sem tudi zapisal, ne, bo s to svojo, s tem svojim trmarjenjem, torej Milan Kučan, trmarjenjem pri Golobu, ne, povzročil paradoksalno bo boter četrte Janševe vlade, jaz pravim. Dobro, Aljuš pa Miran, najlepša hvala. Ne vem, če ste prebrali, kako smo po novem imenovani v Reporterju. Profesionalni mešalci megle smo po novem. Ne? Res? Ja, to smo napredovali na zadnje. Ja, ne vem, to bomo zdaj videli. Skratka, profesionalna mešalca megle. Najlepša hvala za vaš komentar. Za razliko od njih smo mi profesionalci. Tako mešamo megle. Se vidimo v novi uri, sicer prihodnji torek, to takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.